Nova sortirnica razburja sosede. Jernejevo tudi v znamenju vinogradnikov. Dober začetek sezone za nogometaše Krke. Lepo pozdravljeni. Krški župan Miran Stanko, direktor družbe Kostak Miljenko Muha ter minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič so namenu predali 3,2 milijona evrov vredno sortirnico mešanih odpadkov na zbirnem centru Spodnji Stari Grad. To je edini center za mehansko obdelavo v jugovzhodni Sloveniji, financiran pa je iz proračuna občine Krško. Nad njim pa niso najbolj navdušeni sosedje. Zaradi sortiranja se bo zmanjšal odvoz odpadkov na regijsko deponijo na Leskovcu pri Novem mestu, kar bo ugodno vplivalo na ceno storitve za uporabnike. Sodobna sortirna linija je na odprtje privabila predstavnike številnih občin, prebivalci v soseščini pa so jo bojkotirali. Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad, Spodnja Libna, je tik pred dogodkom namreč pripravila novinarsko konferenco v protest, ker občina z njimi ni podpisala sporazuma glede zbirnega centra. Mi želimo neko garancijo in te garancije ne želijo na druge strani tisti, ki umeščajo objekte, izpolniti. Zahtevajo hitri internet in komunalno infrastrukturo, a najbolj jih moti smrad. Če ta ne bo odpravljen, naj se zbirni center zapre, je povedal Repše. Direktor Kostaka Miljenko Muha pravi, da bodo to težavo rešili s tehnologijo biofiltrov, ocenjeno na 1,5 milijona evrov. Od momenta, ko se dogovorimo, ko začne ta sortirnica delati, bo poteklo približno maksimalno 1 leto, da zapremo, nego da v zaprti prostor postavimo nadzorovano obdelovanje bioloških odpadkov, to je našo kompostarno, katera je največji povzročitelj smradu trenutno. V sporazumu, ki ga je pripravila krajevna skupnost, je 22 zahtevkov in ni postavljene zgornje meje finančnih obveznosti občine do krajevne skupnosti, je pojasnil župan Miran Stanko. Mogoče najbolj sporna zahteva z njihove strani je bila, da ne bi plačevali 15 evrov po kubiku pripeljanih odpadkov na predelavo na to našo sortirnico. Seveda, to je bilo mišljeno sicer iz drugih občin, če bi se iz drugih občin vozilo, vendar je to nesprejemljiva zahteva, ker bi to zelo veliko povečalo ceno predelave teh smeti. Župan verjame, da bodo s krajevno skupnostjo kljub vsemu dosegli kompromis za sklenitev sporazuma. Presrečen sem, to je bil najboljši jazzenti do danes, je ob zaključnem koncertu udeležencev delavnic v Dolenjski prestolnici dejal umetniški vodja mednarodnega glasbenega festivala in delavnice Jazzenti Andy Middleton. Od ponedeljka do sobote je bila Dolenjska prestolnica povsem pod vplivom odlične glasbe in vsega, kar je z njo povezano. Fantastično je bilo. Ravnokar sem razmišljal, kako neverjetni so vsi. Študentje so super, res posvečeni delu in tudi mentori so odlična skupina ljudi in fantastični glasbeniki. The mentors are a wonderful group of people and fantastic musicians. Super, krasno leto, verjetno eno izmed boljših, če ne celo najboljše. Predvsem v očeh, besedah in mislih udeležencev vidimo, da je bilo letos res uspešno. Sicer pa so študentje prišli iz domala vseh koncev Evrope, nekateri med njimi pa so širili svoje glasbeno znanje tudi s pomočjo Andyja Middletona, ki je bil med drugim tudi mentor delavnice. Kot učitelj si bolj ali manj navdahnen strani svojih učencev. Res so jih zanimale stvari, o katerih smo govorili, ne glede na njihov nivo. Letos sem prevzel nekaj študentov kitare, ker ni bilo toliko saksofonistov, tako da je bilo zanimivo učiti tudi iz nekega drugega vidika. Velik del letošnjega občinskega praznika v Šentjerneju poteka v znamenju vinogradništva. To ima bogato 40-letno tradicijo, ki so jo vinogradniki v sklopu Jernejevega zaznamovali s slavnostno akademijo v kulturnem centru Primoža Trubarja. Društvo vinogradnikov Šentjernej, ki letos praznuje 40-letje organiziranega delovanja, je eno najštevilčnejših v občini, saj združuje več kot 300 članov. Smo aktivni na skoraj vseh prioritetih, ki jih
se prirejajo na našem, pa tudi širšem področju. Osnovno naše moto je izobraževanje naših članov, pa vključevanje mladih, da bomo ohranili to tradicijo, ko so naši predniki začeli. Šentjernejsko društvo je med največjimi v zvezi, ima nadpovprečen delež velikih vinogradnikov, predvsem pa veliko državnih degustatorjev, enologov in strokovnjakov iz vinarstva in vinogradništva. Delati treba. Delati pa malo moraš biti, pravijo Štajerci, nor. Ker če bi gledal samo iz tega, koliko boš profitiral, pa tako naprej, bi bilo malo vinogradnikov. Šentjernejski vinogradniki so znani po trdnem delu in izjemnih rezultatih na ocenjevanjih vin. Da so pa aktivni, na vse zadnje priča tudi to, da so postavili kot prvi ta društveni laboratorij s to sodobno aparaturo, ki je bila vredna preko 20 000 evrov in to ni mali zalogaj za eno takšno društvo, da postavi takšen laboratorij. Ob 40-letnici so vinogradniki izdali zloženko z zgodovinskim pregledom pomembnejših dogodkov, ki so na ogled tudi na panojih v avli kulturnega hrama. Na pobudo slikarke Jožice Medle pa so razstavili še dela Društva likovnih umetnikov Dolenjske na temo vinogradništva. Zdaj pa v planine. V Sloveniji deluje 276 planinskih društev in med njimi je tudi planinsko društvo Metlika, ki letos praznuje 30-letnico obstoja. Slovesnost ob jubileju so pripravili pri njihovi planinski koči na Krašnjem vrhu. Pred 30 leti je društvo nastalo na pobudo nekaj planinskih navdušencev, ki so radi zahajali v slovenske hribe. In tako je, bi rekel, na vrhu Triglava, ko smo bila jaz in še dva kolega, Tone Slanci in Jože Jenič, nekako stekel dogovor, da bomo ustanovili planinsko društvo Metlika. Ob ustanovitvi je društvo štelo le 14 članov, danes pa skoraj 400 in je eno najbolj številčnih društev v metliški občini. V minulih 30 letih jim je uspelo približati lepote gora in narave številnim občanom ter zagotoviti strokoven kader, opremo in dobre pogoje za delovanje društva. Najbolj ponosni pa so na njihov planinski dom in razgledni stolp na Krašnjem vrhu, ki ga je lani obiskalo 3500 obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije. Pred 10 leti smo pa na tem Krašnjem vrhu začeli graditi to postojanko, ki je vse bolj turistična destinacija, ne samo planinska. V dograditev doma in ureditev njegove okolice so v zadnjih letih vložili 8000 prostovoljnih delovnih ur. Najbolj zaslužnim so se zahvalili s posebnimi priznanji. Podelili pa so tudi več bronastih, srebrnih in zlatih častnih znakov Planinske zveze Slovenije. Moram vam reči, da me planinsko društvo, planine in planinstvo v življenju zelo veliko pomenijo. Še malo dekletca, ko sem šla v Kamnik na obisk, sem se zaljubila v kamniške planine. In še veliko je planincev v Metliškem planinskem društvu, ki so zaljubljeni v naravo in planine. Želijo pa si, da bi pridobili nekaj mladih vodnikov oziroma mladih kandidatov, ki bi usposobili za vodnike in mentorje na osnovni šoli. Kajti le to je porok, da planinska dejavnost v Metliki ne bo zamrla, pravi Krašovec, ki društvo vodi že 20 let. V Jelševniku pri Črnomlju pa so včeraj slovesno blagoslovili v celoti preurejeno kapelico Marije Brezmadežne, ki jo je pred 138 leti za obljube in hvaležnosti dal zgraditi Janez Turk. Kot 18-letni fant se je 1858. leta podal za boljšim življenjem v Ameriko. Sredi Atlantika je ladjo zajel požar. Od 538 potnikov in članov posadke se jih je rešilo le 91 in med njimi je bil tudi Janez Turk, ki se je zaobljubil, da bo v zahvalo za rešitev zgradil kapelico v domačem Jelševniku. 16 let pozneje je ob pomoči sosedov uresničil zaobljubo in sredi vasi so postavili kapelo Marije Brezmadežne. Potrebna je bila obnove in to smo tudi naredili. Lepo je obnovljena. Pomagali so vsi Varšavi, vsak po svoji moči. Denar potreben za celovito obnovo kapele, oltarja Lurške Matere Božje, več kot 100 let starega razpela, ki so ga našli na podstrešju kapele in skoraj 300 let starega zvona iz čiste litine, so prispevali v Kanadi in Ameriki živeči vnuki Janeza Turka, Lojze, Janez, Marija in Milka. Slednja se je skupaj z v Kanadi rojeno hčerko tudi udeležila slovesnega blagoslova prenovljene kapelice. Moj ate je to želel in zelo želel in je rekel, jaz bi rad, pa ne morem.
in jaz sem odhajala v Kanado in sem mislila, če pa jaz kdaj mogla, pa bom. In ste danes zadovoljni? Srečna. Ko so prenovili zdaj pred kratkim časom in smo prišli zdaj v Slovenijo, pa smo videli, kako lepo so naredili, smo zelo, zelo zadovoljni, smo srečni in zelo sem ponosna, da sem lahko tukaj zraven med sorodniki. Prenovljena kapelica, ki jo je načel zob časa, je tako vnovič v ponos ne le Turkovim, ampak vsem vaščanom Jelševnika. Po volilnem rokovniku Državne volilne komisije je danes začel teči rok za vlaganje kandidatur za volitve predsednika Republike Slovenije, razpisane za 11. november. Večina kandidatov za vložitev kandidature potrebuje 5000 podpisov, ki jih bodo zbirali do 17. oktobra. Med 9 doslej napovedanimi kandidati bo večina kandidirala s podpisi volivk in volivcev. Tudi zdajšnji predsednik Danilo Türk, zato so predstavniki njegovega regionalnega volilnega štaba s prostovoljci zjutraj začeli zbirati podpise tudi na Novem trgu v Novem mestu. Gre za podpornike iz vrst LDS-a, Pozitivne Slovenije, Zaresa in Zveze za Dolenjsko. Podpise bomo zbirali do četrtka, ko se nam bo na stojnici ob 11. uri pridružil tudi predsednik in novi predsedniški kandidat, kjer bo poklepetal s svojimi volivci in podporniki. Podpis na obrazcu podpore kandidaturi je treba z osebnim dokumentom, sicer brezplačno, overiti na upravni enoti in ga nato vrniti prostovoljcem na stojnici. Sicer pa si je predsednik Danilo Türk včeraj na povabilo prireditvenega odbora Jernejevo 2012 prvič ogledal letošnje osrednje kasaške dirke na hipodromu v Šentjerneju. Sončna nedelja je pritegnila precej obiskovalcev, ki so bili zadovoljni z uvrstitvami domačih kasačev. Najbolj odmevna je bila zmaga Aleša Činkoleta s Candy v osrednji dirki dneva, spominski dirki Jurija Levičnika. Njegovo zmago je dopolnila Pantera last Aleksandra Radovana iz konjeniškega kluba Šentjernej z voznikom Romanom Jerovškom. Seveda ni manjkala tradicionalna dirka županov, kjer je, kot je že stalnica, zmagal Franc Hudoklin, drugi je bil podžupan občine Šentjernej Viktor Luzar, tretji župan Žužemberka Franc Škufca, četrti pa podžupan občine Črnomelj Štefan Misja. V tretjem krogu druge državne nogometne lige sta se na novomeškem stadionu Portovalu Dolenjsko-Posavskem derbiju pomerili moštvi Krke in Krškega. Prepričljivo so slavili domačini in sicer kar s 5-0. Novomeščani so že po polčasu vodili z 2-0, tudi v drugem delu pa so brez težav nadzorovali potek srečanja. 3-krat je krško mrežo zatresel Enes Rujović, 2-krat pa domači kapetan Mitja Brulc. Moram priznati, dobiti tekmu na derbiju 5-0, to nije mala stvar. Igrali smo, kažem, dobro, čestitam nasprotniku i gremo naprej. Res nismo tega pričakovali. Moram reči za derbi, da je kar velik rezultat. Ne vem, kaj je bilo tam igra iztekla, tako da res malo presenečenja nad rezultatom. Novomeščani so sicer s 3 zmagami v prvih 3 krogih na prvem mestu prvenstvene lestvice. Ja, moram priznati, da je i mene tu presenetilo da igramo na začetku tako dobro, obzirom da je ekipa nova. Rabimo čas za uigravanje, ali očitno da su fanti resno uzeli, da vejo za kaj se gre i da na vsaki tekmi daju svoj maksimum i to je dovolj za dobre rezultate. Ja, tako je treba nadaljevati, ne? Pol bomo videli s časom kaj bo. Tako da upam, da se odpre za naprej, za prvo ligo. Krkaši v naslednjem krogu gostujejo pri Roltek Dobu, Krčani pa gostijo moštvo Šmartnega. Bela krajina pa je v tretjem krogu gostovala pri Šampionu in izgubila z 0-2, v naslednjem krogu pa doma gosti Dravinjo. Še vest za vse voznike, o polnoči bodo cene pogonskih goriv znova višje, rekordne. Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,5 centov in bo stal 1,56 evra, 100-oktanski bencin se bo podražil za 5,3 centa na slabih 1,58 evra, dizelsko gorivo pa za 4,2 centa na 1,43 evra za liter. Liter kurilnega olja se bo podražil za 3,8 centa na 1,06 evra. Toliko za nocoj, v našo družbo spet lepo vabljeni jutri.